spoštovani zbrani, lep, prisrčen pozdrav vsem skupaj in dobrodošli v Gorišnici na osrednji občinski proslavi ob 20. prazniku naše občine, občine Gorišnica. Med nami še posebej toplo pozdravljava prvega moža naše občine, župana gospoda Jožefa Kokota. Njegove sodelavce, podžupana, direktorja občinske uprave, občinske svetnike, delavce občinske uprave in člane nadzornega odbora. Častnega občana gospoda Lojzeta Matjašiča. Farnega župnika gospoda Iva Holobarja. Letošnja prejemnika občinskih priznanj. Predsednike vaških odborov in predsednike društev. Ravnatelja domače osnovne šole in predstavnike vrtca. Predstavnike policije. Direktorje in predstavnike podjetij. Predstavnike političnih strank in poslance v državnem zboru. Župane in predstavnike povabljenih občin in vse ostale cenjene goste. Lepa hvala, da ste se na ta vroč poletni dan odzvali povabilu in se pridružili praznovanju našega praznika. Tako kot vsako leto je tudi letos z mesecem julijem napočil čas, ko goduje naša farna zavetnica Sveta Marjeta in naša občina praznuje svoj občinski praznik. Letos že 20. zapovrstjo. Kot je v naši navadi vsako leto, praznik naše občine počastimo s kulturnim programom. Se ozremo na prehojeno pot preteklega leta in razkrijemo svoje načrte za prihajajoče leto. Tudi letos smo domačini pripravili kulturni program, ki pa bo tokrat malo bogatejši. 20. obletnico bomo s tem, kar znamo in kar radi počnemo, predstavili vsi. Od najmlajših, nekoliko starejših, do vseh mladih in mladih po srcu, ki delujemo pod okriljem domačih kulturnih društev. Čisto na začetku današnje prireditve z velikim veseljem poveva, da sta danes popoldan, ko sta zapustila vrtec, proti današnjemu prireditvenemu prostoru krenila Ajda Marin in Nino Korpar. V pomoč jima bosta njuni vzgojiteljici, kaj imata dobrega za bregom, pa bo bolje, da povesta kar sama. Njune majhne nožice so ju že prinesle do odra, zato bo najbolje, da ju pozdravimo z velikim aplavzom in ju tudi povabimo, da se nam predstavita. Dobar den, Konzma, tam je tako k nas prišla. Ja, Kata, ne veš, kaj je občinska proslava naša občina? Ja, ljuban ti? Ja, kak pa te? Da bomo amo za pojmo. Ja, pa dajmo. Regiment po cesti gre, pa moj fantič zraven je, pa moj fantič se iznad vseh pozna, saj zelen puščal smo. Pa moj fantič se iznad vseh pozna, saj zelen puščal smo. Dala mu je belega iz srca veselega. Pale naj ga ima, saj mu ga je dala ljubica. Pale naj ga ima, saj mu ga je dala ljubica. Dala mu je plavega iz srca pravega. Pale naj ga ima,
naj ga ima, pala naj ga ima, saj mu ga je dala ljubica. Dala mu je rdečega iz srca gorečega. Pala naj ga ima, saj mu ga je dala ljubica. Pala naj ga ima, saj mu ga je dala ljubica. Adijo, lepo se imejte. Adijo. Menili sva že, da današnji kulturni program soustvarjamo različne generacije, od najmlajših do najstarejših. Kljub temu, da je čas poletnih počitnic in veliko naših šolarjev čofota nekje v morski vodi, ki je v Gorišnici med vsem drugim bogatstvom žal nimamo, nam bodo učenke osnovne šole Gorišnica, ki med šolskim letom, takoj potem, ko popoldan zapustijo šolske klopi osnovne šole Gorišnica, pridno sedajo še v klopi zasebne glasbene šole Svetega Petra in Pavla na Ptuju, v počastitev letošnjega občinskega praznika na flavte zaigrale dve melodiji. Igrale bodo Julija Ciglarič, Barbara Prelog in Tita Majerič, ki skupaj na flavto igrajo v tem šolskem letu. Skupaj z njimi pa bo igrala tudi njihova mentorica in učiteljica flavte, gospa Lija Franjkovič. Najbolje, da jim kar prisluhnemo. Naš občinski praznik vsako leto občanke in občani z veseljem slavimo. Razlogov za veselje imamo namreč več kot dovolj. Za svojo občino in zase menimo, da smo pridni, marljivi in delovni ljudje. In vsako dobro opravljeno delo za seboj seveda pusti tudi dober rezultat. V minulem letu je bilo v občini narejenega veliko, za kar so zagotovo v prvi vrsti zaslužni župan občine, občinska uprava in svetniki. Več o tem bo povedal župan občine Gorišnica, gospod Jože Kokot, ki ga sedaj vljudno vabim k besedi. Izvolite. Spoštovani zbrani, občanke in občani, cenjeni gosti. Prisrčno pozdravljeni na osrednji občinski proslavi o 20. občinskem prazniku občine Gorišnica. Hvala vsem, ki ste se odzvali našemu povabilu in danes tukaj z nami slavite praznik naše občine. Veliko veselje mi je tudi, da lahko danes skupaj z vami počastim naš praznik, ki je letos že 20. zapovrstjo.
Če se ob tej priložnosti ozremo nazaj, se boste najbrž strinjali z menoj, da smo v 20 letih veliko dosegli, postorili in osvojili, česar pa zagotovo ne bi bilo brez marljivih delovnih ljudi, skupnega sodelovanja in prizadevanja. Priznati moramo, da se je naša občina vse skozi razvijala in pridobivala na številnih področjih, tudi v času vsesplošne gospodarske in finančne krize. Še nedolgo nazaj smo govorili o tem, da bomo skupnimi močmi uspeli, da se bomo sčasoma kot država opomogli in dosegli gospodarsko rast. Danes lahko rečemo, da so se ta naša optimistična pričakovanja in želje počasi začele uresničevati. Kljub gospodarski in finančni krizi, ki niti malo ni bila primerna za kakršnekoli investicije, smo se v naši občini trudili, da smo izpeljali začrtane projekte. Danes lahko rečem, da smo bili s svojimi prizadevanji uspešni. Hvaležen in ponosen sem na vse, ki ste mi pri tem pomagali, na maloštevilčno občinsko upravo, na svetnike, člane nadzornega odbora in vse tiste, ki pomagate uspešno uresničevati naše cilje. V minulem letu ste občanke in občani na lokalnih volitvah imeli priložnost izbrati župana svoje občine. Po dosedanjih 3 mandatih županovanja ste mi se svojo podporo na volitvah namenili še 4., za kar se vam iskreno zahvaljujem. Veseli me, da znate ceniti poštenost, dosežene cilje in dobro opravljeno delo, kar je bilo in je še vedno glavno vodilo mojega dela. Trudil sem se in se bom tudi v prihodnjem za vse to, za kar si vsi prizadevamo, še najprej ustvarjati prijeten kraj bivanja s kvalitetnimi pogoji za življenje, s toplimi, strpnimi medčloveškimi odnosi. Ustvarjamo skupaj za nas in za naše dobro. Prepričan sem, da z enakimi interesi, poštenostjo in z roko v roki zastavljenih ciljev ne bomo samo dosegli, ampak jih bomo tudi presegli. Današnja osrednja občinska proslava je seveda priložnost, da se spomnimo najpomembnejših projektov investicij tekočega leta. Zato dovolite, da na kratko povzamem opravljeno delo in obenem predstavim tudi načrte za prihodnje leto. Kljub izvedbi večjih investicij, ki jih bom naštel, želim poudariti, da tudi letos občina ni zadolžena in da kolikor bomo preudarno in v skladu z našimi nastavljenimi cilji delali naprej, ne vidim nobene potrebe po zadolževanju v prihodnje. Kot sem že omenil, je zadnja leta občina na pragu svojih največjih investicij. Kanalizacija v naši občini je zagotovo bila projekt današnjega obdobja in nedvomno tudi projekt, ki omogoča bolj kakovostno življenje naših občank in občanov, ter za katerega je bilo potrebno nameniti veliki del sredstev iz občinskega proračuna. V izgradnji pa imamo tudi druge projekte, ki so zelo pomembni. Ob tem vsem pa občina spodbuja in ustrezno finančno podpira tudi kulturna, športna, gasilska in humanitarna društva, ki pomembno vplivajo na kakovost življenja ljudi, skrbi pa tudi za nezaposlene, socialo, predšolsko in šolsko vzgojo. Prvenstveni projekt minulega in tega leta je kanalizacija ob Dravski vasi s pripadajočo infrastrukturo. Odvajanje in čiščenje odpadne vode je na območju Ptujskega polja kanalizacijskega sistema Bukovci-Formin in čistilne naprave na Forminu je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo izdalo odločbo za izgradnjo sistema 14.8.2013, za katerega sta vključeni občine Markovci in Gorišnica. Danes lahko povem, da je tak projekt, torej kanalizacijski sistem ob Dravski vasi, čistilno napravo na Forminu ter z vso ostalo infrastrukturo, cestami, cesto na svetljavo, optiko in pločniki skoraj dokončan. Nedokončanih je ostalo le še nekaj manjših del. Pregovor pravi,
kdor dela, tudi greši. In tako so se tudi pri gradnji kanalizacijskega sistema pojavljale nekatere nevšečnosti in manjši konflikti, ki pa smo jih sprotno tudi reševali. Kanalizacijski sistem v Cunkovci je v celoti končan in se navezuje na čistilno napravo v Gorišnici. V jesenski meseci pa bo predvidoma dokončana tudi cesta in vsa ostala infrastruktura. Kanalizacijski sistem v Zagojiče z vso pripadajočo infrastrukturo in pločnikom je končan. Navezuje pa se na čistilno napravo na Formino. Z veseljem povem, da se občanke in občani občine Gorišnica številčno priključujejo in da obe čistilne naprave tako v Forminu kot v Gorišnici že nemoteno delujeta. Dokončan je tudi kanal kanalizacijskega sistema z vso infrastrukturo na Forminu. Tako da je za izvedbo ostal le še en kanal, ki pa bo predvidoma dokončan v jesenski meseci. V naslednjem letu bo tako na Forminu prioritetna izvedba infrastrukture in obnova Sokovega mlina. Tudi v Zamoščani je del kanalizacijskega sistema imenovan Podšlak že dokončan. V kratkem pa bo rejeno tudi cestišče z vso infrastrukturo. Končani so tudi manjši odseki kanalizacijskega sistema v Gorišnici in Moškenci. Za vas, Tivolci, je kanalizacijski sistem trenutno v projektiranju. V kratkem pričakujemo gradbeno dovoljenje, na podlagi katerega nam bo omogočen pričetek izvajanja del, ki je načrtovan v prihodnje leto. Za občanke in občane, ki živijo na bregu, ko bi tako rekli po domače, pa bo občina poskrbela za individualne čistilne naprave. Skupaj s kanalizacijskim sistemom bo, tako kot v drugih vseh vaseh naše občine, tudi v Tivolci urejena kompletna infrastruktura. Poleg kanalizacijskega sistema se je na področju Obdravske vasi na površino 270 hektarov izvajala tudi kanalizacija in aglomeracija. Ta projekt je v celoti dokončan, za kar smo uspeli pridobiti državna in evropska sredstva, del pa se je financiral iz občinskega proračuna. Namakalni sistem v Gorišnici in Moškenci je bil dokončan v lanskem letu in je sedaj že v uporabi. Načrtovana je tudi razširitev na območju vasi Zagojiči, Cunkovci in Moškenci, ker trenutno poteka zbiranje soglasij lastnikov, na podlagi katerih bomo lahko pridobili uredbo. Vkolikor bo zbranih dovolj soglasij oziroma podpisnikov, bomo načrtovani projekt predali v projektiranje in v spomladanskih mesecih prihodnjega leta pričeli z izgradnjo. Če se ti naši načrti uresničijo, bo občina Gorišnica zagotavljala skoraj 100% namakanje vseh kmetijskih površin. V Gorišnici je v izgradnji športni park. Igrišče, to je zelene površine, vključno z namakanjem, je že dokončano. Prav tako tudi ograja. V prihodnje pa bo dograjena še atletska steza. Vsa ostala dela z izgradnjo celotnega kompleksa se bodo nadaljevala po sprejetju prostorskega načrta. Veliko pridobitev za Moškence in Tivolce ter seveda za celotno občino in širšo okolico predstavlja nadvoz Moškenci-Tivolci s krožiščem v Moškenci. Ta projekt nam je uspelo uvrstiti v državni lokacijski načrt Direkcije za železnice, tako da se je ta projekt financiral iz kohezijskih sredstev, svoj del pa je seveda prispevala občina iz lastnega proračuna. Nadvoz s krožiščem bo jutri, torej v soboto 18.7.2015 s pričetkom v 16. uri slovesno predan svojemu namenu, zato vas v tej priložnosti tudi lepo vabim, da se nam pridružite. To je torej nekaj najpomembnejših projektov in investicij minulega leta. Nekatere med njimi so že dokončane, druge bodo kmalu, spet tretje bodo svoj epilog še dočakale. Poleg večjih investicij, ki sem jih omenil, pa se je seveda opravilo tudi veliko manjših del, kot je na primer urejanje okolja in vodotokov. Vse skozi
smo skrbeli tudi za nemoteno delovanje vseh ostalih aktivnosti v občini, obeh zavodov, to je osnovna šola za vrtcev in zdravstveni dom, ter vsa društva, ki delujejo v občini. V minulem letu smo šli v nabavo novega gasilskega vozila, še posebej pa podprli delovanje gasilskega društva v Gorišnici. Prav tako pa je svoje novo gasilsko vozilo pred kratkim za svojo 110. obletnico delovanja prejelo PGD Moškanjci. Poleg društev je občina vso leto skrbela tudi za socialo, brezposelne in ostarele. Če pod vse pravkar našteto potegnemo črto, s ponosom ugotavljam, da smo v minulem letu od zadnjega občinskega praznika naredili precej. Kot vedno pa je seveda na vas, spoštovane občanke in občani, da presodite kakovost opravljenega dela in vanj vložen trud. Kljub gospodarski krizi, ki je dolgo obdobje vladala v celotni državi in na nek način še vztraja, se občina Gorišnica še zmeraj brez zadolževanja hitro razvija. Na razvoj naše občine smo lahko vsi upravičeno ponosni. Naredili smo res veliko, saj smo delali enotno za skupen cilj, za dobrobit vseh občank in občanov. Želim si, da bi znali ceniti to, kar imamo, da bi imeli radi svoj kraj in svojo občino. Bodimo strpni drug do drugega, pomagajmo si in si med seboj in se spoštujmo. S temi vrlinami in vrednotami bo naše življenje zagotovo lepše, bogatejše in dragocenejše. Še enkrat bi se za to želel zahvaliti občinski upravi, predvsem direktorju občinske uprave, gospodu Mateju Cestniku, vam, spoštovani svetniki, ki ste podprli posamezne projekte, članom nadzornega odbora, kako tudi vsem vam, ki ste se trudili, da smo pridobili državna in evropska sredstva. Verjamem, da smo in bomo tudi v bodoče vsi skupaj delali za dobrobit naše občine, njenih občank in občanov. Vsem zbranim izrekam iskrene čestitke o 20. občinskem prazniku občini Gorišnica. Želim si, da bomo tudi v bodoče v prazniki, kot je danes ta, z veseljem naštevali svoje uspehe in dosežke, se s ponosom ozirali nazaj in v njih znali tudi uživati, jih ceniti in spoštovati. Danes v preostanku tega dneva vam vsem skupaj želim prijetno praznovanje in vse dobro tudi v bodoče. Hvala za vašo pozornost. Hvala lepa, gospod župan. Zahvaljujeva pa se tudi dirigentu Zmagu Štebihu in članom godbe Napihala iz Dornave, ki nas je pozdravila ob prihodu na prireditveni prostor, odigrala slovensko himno in se bo s svojimi veselimi zvoki danes še oglasila. Hvala lepa tudi praporščakom, ki jih je za slavnostni pozdrav s prapori vodil tovariš Franc Florjanič, gasilski častnik 2. stopnje. Star pregovor pravi, da kdor poje, zlo ne misli. Ljudi, ki radi prepevamo, je v naši občini veliko. Združeni v različnih sekcijah si radi krajšamo čas in zase, za svojo dušo, ob vsakodnevnih skrbeh radi za trenutek predahnemo in kakšno zapojemo. In tako bo tudi danes zazvenela pesem mešanega pevskega zbora Prosvetnega društva Ruda Sever Gorišnica, ki ga vodi zborovodja gospod Aleš Pevec. To pa še ni vse. Na odru se nam bodo pridružili tudi člani tamburaškega orkestra Gorišnica, ki ga vodi Peter Zavec, in člani folklorne sekcije Prosvetnega društva Ruda Sever Gorišnica, ki deluje pod umetniškim vodstvom gospe Klavdije Vozlič. Veseli smo, da lahko združimo naše darove, pojemo, igramo in plešemo. Skupnim nastopom bomo torej počastili okrogli jubilej naše občine. Z izborom pesmi pa bomo, s pesmijo in plesom, počastili pred kratkim preminulega velikana slovenske narodno-zabavne glasbe Slavka Avsenika. Njemu v čast in spomin
vam pa v veselje in za prijetno počutje naj zazveni njegova zimzelena melodija Čakala bom v izvedbi članov 3 sekcij domačega kulturnega društva. Pridnih in delavnih občank in občanov v naši občini ne manjka. Da je temu res tako, pričajo občinska priznanja, ki jih občina leto za letom podeljuje zaslužnim posameznikom in organizacijam. Tudi letos, na našem 20. občinskem prazniku, bosta podeljena listina in plaketa občine Gorišnica. Njihova prejemnika se nam bosta prav kmalu pridružila na odru, še prej pa prosim gospoda župana, gospoda Jožefa Kokota, da pristopi in odlikovanja tudi podeli. Na podlagi sprejetega sklepa številka 25/2015, sprejetega dne 4.6.2015, občinsko priznanje listino občine Gorišnica prejme podjetje Alineja, Davorin Zorli, SP. Iskrene čestitke. Družinsko podjetje Alineja, Davorin Zorli, SP, je bilo ustanovljeno leta 1999. Prva dejavnost je bila povezana z na novo nastalo kabelsko televizijo in potrebo po oblikovanju in objavljanju reklamnih sporočil domačih obrtnikov, društev in ne nazadnje tudi občine. Iz popoldanskega dela na računalniku, ko so se le ti šele začeli uveljavljati,
V majhni pisarni v domači hiši se je v 16 letih razvilo v podjetje z lastnim poslovnim objektom industrijski coni in poslovno enoto v Ljubljani. Podjetje, ki je začelo delovati kot popoldanska obrt, danes daje delo 5 zaposlenim iz naše in sosednjih občin. V vseh teh letih so ogromno časa namenili tudi za delo v športu, v Športni zvezi občine Gorišnica, še vedno pa so vpeti v delovanje rokometnega kluba Gorišnica. Zaradi pravkar navedenih razlogov, torej alineja Davorin Zorli SP, dobi listino, to je občinsko priznanje. Iskrene čestitke. Na podlagi sklepa, sprejetega na redni seji občine Gorišnica z dne 4.6.2015, občinsko priznanje plaketo občine Gorišnica prejme gospod Janez Cvetko. Iskrene čestitke. Gospod Janez Cvetko se je rodil leta 1942 v Markovcih pri Ptuju. Osnovno šolo je obiskoval v rojstnem kraju, nato pa še obrtno šolo pekovskega poklica in srednjo komercialno šolo na Ptuju. Delovni staž je opravil v pekarni Ptuj, kjer je opravljal vse od poklicnih opravil do zahtevnejših del v vodstvu podjetja. Potem, ko se je preselil v Tivolce leta 1998, je redno sodeloval pri razvoju in življenju vaškega odbora Tibovci. Aktivno je sodeloval tudi pri modernizaciji vaških odsekov cest, pri pripravi izgradnje temeljev vaškega doma in ostalih aktivnosti v vasi pri urejanju čistega okolja. Zaradi vseh teh razlogov gospod Janez Cvetko prejme plaketo občine Gorišnica. Iskrene čestitke. V letošnjem letu je naše prosvetno društvo Ruda Sever Gorišnica postalo bogatejše za novo sekcijo, na kar smo seveda zelo ponosni. Pridružile so se nam pevke ženskega gasilskega pevskega zbora, ki skupaj prepevajo že 15 let. Zadnjih 5 let pod umetniškim vodstvom gospe Alenke Šalamon. Pravkar se bo oglasila njihova ubrana pesem, ki nas bo v mislih popeljala v kraje, kamor bomo morda nekateri od nas odpotovali takoj po domačem slavju. Prisluhnemo torej, kako zveni pesem naših gasilk, članic ženskega gasilskega pevskega zbora Gasilske zveze pod okriljem prosvetnega društva Ruda Sever Gorišnica. Počastimo jih z aplavzom in jih s tem povabimo na oder. Ženski gasilski pevski zbor prosvetnega društva Ruda Sever Gorišnica. Ljubavi moja, a ja sam skoro ljud od tvoga otrova i molim se pred ikonom svetom, ljubavi moja. Ja poželim noćas oči boje lavande i bisere njene, što ih usnama skriva. Vrati mi Bože, oči boje lavande, jer sutra će kiše isprati sve, isprati sve. Poželim noćas oči boje lavande i bisere njene, što ih
nama skriva. Vrati mi Bože, oči boje lavande, jer sutra će kiše isprati sve, isprati sve. Mjeseca srebro i sunca sjaj, tuga i bol ne idu u raj. Sanjao sam kako letiš u krilu anđela, sad je Bog na tvojoj strani, ljubavi moja. Sanjao sam kako letiš u krilu anđela, sad je Bog na tvojoj strani, ljubavi moja. Ja poželim noćas oči boje lavande i bisere njene, što ih usnama skriva. Vrati mi Bože, oči boje lavande, jer sutra će kiše isprati sve, isprati sve. Ja poželim noćas oči boje lavande i bisere njene, što ih usnama skriva. Vrati mi Bože, oči boje lavande, jer sutra će kiše isprati sve, isprati sve. Jer sutra će kiše isprati sve, isprati sve. Svojo prisotnost na današnjem slavju so zaradi neodložljivih obveznosti opravičili nekateri povabljeni gostje. Želijo nam prijetno praznovanje in iskreno čestitajo vsem, ki sooblikujemo rast naše občine, še posebej županu, gospodu Jožefu Kokotu, ki varno in uspešno vodi našo občinsko barko. Za še kakšno iskreno čestitko z dobrimi željami pa mikrofon predajam vam, spoštovani gosti. Spoštovani gospod župan, občanke in občani občine Gorišnica in drugi gostje, boljše. Dovolite mi, da vam ob 20. obletnici občine seveda čestitam in zaželim obilo uspehu tudi v prihodnje. Ko proslavljamo 20. jubilej nastanka občine, se je potrebno zazreti v preteklost, pogledati, kaj je bilo slabo, kaj je bilo dobro in to tudi izboljšati. Mislim, da se lahko občanke in občani občine Gorišnica upravičeno ponosni na svojo preteklost in z optimizmom zrete tudi v prihodnost. V državnem zboru sem se tudi v letošnjem in lanskem letu seznanil z dvema velikima problemoma, ki pestita občanke in občane občine Gorišnica. Prvi je zagotovo sprejemanje občinskega prostorskega načrta. Rad bi povedal, da sem se pred nekaj tedni skupaj z gospodom županom udeležil sestanka na Ministrstvu za okolje in nisem mogel verjeti, kako lahko nek uradnik tretje lige iz Ljubljane zavira razvoj občine in razvoj slovenskega podeželja. Tukaj nas čaka še veliko dela, da ljudi povabimo na teren, da vidijo ljudi, ki delajo, ki imajo dobre namene in da nam tudi prisluhnejo. Drugi problem, s katerim sem se seznanil, je tudi problematika poplav Drave leta 2012 in tukaj mislim, da imamo zgolj 3-4 mesece, da nekaj država naredi, saj do zdaj ni naredila nič. Upam, da imam pri tem delu vašo podporo,
da smo soglasni, da stopimo skupaj, ne glede na to, kdo komu pripada. Z namenom večjega sodelovanja in tega, da prisluhnem tudi vam, pa tudi upam, da se bomo videli konec avgusta na otvoritvi poslanske pisarne v občini Gorišnica. Dovolite mi, da vam na koncu še enkrat čestitam za opravljeno delo, imate vso mojo podporo, na mene se lahko vedno obrnete, še posebej pa čestitam prejemnikom priznanj. Hvala lepa. Hvala lepa za vse lepe želje in iskrene čestitke. Verjameva, da se imate v naši družbi in programu, ki smo ga letos pripravili domači ljubitelji kulture, prav lepo. Vendar bomo ob teh visokih poletnih temperaturah za kratek čas predahnili in se okrepčali, zatem pa bomo s kulturnim programom letošnjega 20. občinskega praznika nadaljevali. Ne pobegnite domov, za vas bomo danes še peli, plesali in igrali člani vseh sekcij obeh kulturnih društev v naši občini. Lepo bo, zato ostanite v naši družbi. Med pogostitvijo pa lepo klepetajte o radostih in lepotah našega vsakdana v prelepi Gorišnici. Še enkrat iskrene čestitke dobitnikoma občinskih priznanj, iskrene čestitke ob prazniku vsem vam, drage občanke in občani, iskrene čestitke občina Gorišnica.